bila je v bistvu diagnoza po naključju, ne, da bi nisem imela toliko znakov, da bi prepoznala to kot neko ataksijo, ampak sem imela druge probleme in je v bistvu, kot je pa je doktor povedal, psihologi so me prepoznali, ne, aha, to je pa, tukaj ti malo počas pišeš, malo te zanaša, tako da to. Zdaj, ko je to vplivalo na mene, v resnici ne kaj prav dosti, zato ker se nisem počutila nič drugačno. Meni so mi rekli, to pa se bo zgodilo, sem bila okej, ne dogaja se, tako da sem pač probala živeti, da način drugače. Je pa zanimivo, prej ste rekli, recimo tudi pri meni je bila situacija taka, da so šolo obvestili, sem imela odločbo pa tako in se spomnim v gimnaziji v resnici, že malo kasneje, ko sem imela že nekaj več problemov, smo se isto predstavljali iz prvega do tretjega štuka in potem smo rekli, ok, dajmo naš razred pustiti v enem razredu. In meni je bilo to tako težko, da sem se začela jokati pred vsemi, ker sem bila tako, ne mi govoriti, kaj jaz ne zmorem, če zmorem je to od prvega do tretjega štuka, bom šla. In v bistvu to je tisto, kar me v bistvu najbolj žene naprej. Se mi zdi, da ko bom jaz videla, da ne zmorem, bom že našla druge poti, bom to zmogla, bom skomunicirala, dokler zmorem, se ne bom omejevala. Ker se mi zdi, da ko enkrat ne delam več stvari, ko pustim, potem pozabim to delati in probam ohranjati še več gibanja, kar lahko. Mogoče bo jutri malo težje, ampak bo šlo. Tako da mislim, da bi to, mislim, da sem tako pristopila tudi v osnovni šoli do tega, dokler se ni poznalo. Nisem se res obravnavala kot neko težavo, šele postopoma. Zdaj, vse je težko, ne bom rekla, da ni težko, vsak mesec se na nov moram dol sesti, pa okej, kaj se mi dogaja, pokličem bralco, halo, ful mi je težko, se izjokam, se skupaj izjokava in potem gremo naprej.